izpucan, zdaj imam pa jaz klele v zatu prtljažniku že cel set nalepk. Evo jih, tlele. Moram pa reči, da jaz še nisem bil na dogodku, da bi dobil prav sticker set, preden štartamo. Tako da evo, Shelbyja smo upravili, zdaj pa dajmo kar odpreti, pa da vidimo, kakšne nalepke so sploh noter. Aleš, kot smo to zdaj nož dal? Ja. A to je nož? Ja, se bomo živali. To je volka, veš. Zdaj, ko je roko odrezal, prijem škatlo odprl. To je prav cela kuverta. Sploh ne vem, ko moram, kaj se res dober je. Evo, ta prvi set, tele imamo R-je. Te vem, da grejo vzadi na boke, tole. Oj, pa to imam prav voznik, sovoznik. Pa svojo srečno cifro. Pa neki sponzorjev še zgleda. Sem pa dobil tudi na mail že tudi template, tako da vem, kako moram pač zadevo polimati. Teda nič, dajmo se zdaj kar lotiti avta, pa da vidimo, kako bo Shelby izgledal z roza detajli. Zdaj pa še najbolj stresen del in sicer porezati folijo med vrati. Zdaj pa kar poglejmo, kakšen je končen rezultat. Jaz zmer prej grem na kakšen daljši road trip ali pa izlet, ker vem, da se v tale zadeva malo bolj vrtela. Zmer preveram ole, tako da ole smo zdaj preverili in je na idealnem nivoju, pa zmer tudi za vsak slučaj vzamem s sabo eno ta malo flaško ola. Ampak to je to, avto izpucan, poliman, pregledan, natankan, zdaj pa lahko štartamo. Jaz sicer nisem z teh primorskih koncev, ampak jaz si res ne bi želel vsak dan voziti v Ljubljano na šiht klele. Le to tle parzumiri malo naprej. Noro. Klele se zdaj malo premikajo, ostalo je pa stari. Klele smo se z ekipo nabrali, pol smo pa že šipali proti morju in sicer čez Istro v Pulo. Mi smo se prebili iz ljubljanske gužve tlele v Istro, zdaj smo pa že na Green Garden go-kart progi. Tisti, ki ste tle že vozili, veste, koliko je tlele višincev. Pa tole po moje kar je ena boljših prog tlele v krog. Jaz jo sicer še nisem nikoli vozil, tako da se ful veselim tega. Zdaj imamo najprej 10 minut treninga oziroma kvalifikacij, pa še dirko. Čelade damo gor, si izberemo go-karde in štartamo s kvalifikacijami. Od konc dirke mi je šlo kar dober, tako da sem tudi zmagal, zdaj pa čas še za punce. Ta mala samahnica je res leti. Na koncu še Nina zmagala med puncem, zdaj pa že čas, da odrinemo naprej proti točki za kosilo. Evo, double victory. Jaz med fanti, ti par puncah. Kar nice. Ja, jaz sem zmagal, ja. Pa ti tudi. Zdaj gremo pa naslednja točka. Zdaj gremo pa v Opatijo na kosilo, tako da nas čaka še malo lepe ceste, smo pa že kar lačni. Zdaj to.
novi postojanki, tlele sicer ne vem, mislim, da gremo na neko pico, smo pa v Opatiji čisto ob vodi, ampak jaz nimam pojma, ki bomo tle parkirali to. Pač leži za en avto, malo placa, zdaj šel pa eno nasprotno smer. Tole je najboljši avto za kle. Ko ga parkiraš na Mesrože. Lahko križiš, pa nisem čist navajen. Takole Shelby ni lih neko mestno vozilo za primeren za manevriranje. Brez senzorjev, dolga havba, dober je. Evo sobca. Zelo fajn. Najbolj pomembna stvar je ta, da vidim z balkona svoj avto. Je to. Poglej ga. Very nice. Pole to. Tako da smo prišli v sobe, so nas čakali že takele sprejemna pisma. Ful mi je všeč, ker na temu tripu v bistvu ne vemo, kaj nas čaka naslednji dan, spimo pa vsak dan v drugem hotelu. In pol te v bistvu v hotelu takole pričaka to pismo, kjer ti piše, kva te čaka pol naslednji dan. Pa lejto, pisma so prav personalizirana. Draga Nina in Rok. Pač vsak dobi svojo pismo. Jaz že ta prvi dan lahko rečem, da res ful uživam. Zdaj gremo še nekaj pojesti in prvi dan se s tem zaključuje, ne končuje se pa tale vlog, ker vas v tem vlogu vzamem sabo za vse 4 dni, tako da boste videli malo tako behind the scenes, kako izgleda, ko se udeležiš enega takega dogodka, ki je res speljan na nivoju, ki je malo bolj butičen. Mi se pa vidimo zjutraj na štartu. Kam gremo jutri? Jutri gremo po Jadranski magistrali do Karlobaga, pa naprej na Pag. Tako da za moje pojme nas jutri čaka najlepša cesta na svetu. Ko je 1 kilo pršuta od buza fruštek. Ško je zmer vprašanje, če so jajca dobre, pa je vse dobre. Olej to, pa rohljički, pa Marija, vse. To so pa najboljše hotelske jajca, kar sem jih jedel. Je pa tako, da jaz se nikoli ne moram odločiti, kva bi jedel, kaj je toliko ponudbe. In po izmeru vsega pomal vzamem. To jajca, slanina, sir, klobasa, pršut. Do fafaronu vzame za zajtrk, ampak pač bil je, jaz se ne moram temu upreti. Ne moreš, da ne pač vse od tega probal, a ne? No, lejto, prejen pa štartamo, nas pa takole še vode čakajo, walkie-talkie so že noter, tako da lahko počas štartamo. Aja, pa nisem ti predstavil ekipe v mojem avtu. Tole je moja sestra Nina in že kar nekaj časa me prosi, če gre lahko na kakšen road trip z mano po Jadranki. Tako da je tole rundo ona moj kopilot. Dobro? Boljš, kakor sem si predstavljala, iskreno. Ko mi gre na živce, kar reče iskreno. Stari, nič. Iskreno šibajmo dalje. Avto dom živijo. Adijo! Lepa! Very nice. Kva dobra guma drži. Yes. Dober dan in pozdravljeni nazaj v oddajo Vožnja z avtodomom v koloni na morje. Danes imamo že ta 5. kandidata in tale ustraja pri zmernih 43 na uro. Imamo fraj. Niso šli vsi mimo. Gremo. Tako je, varna vožnja je seveda na prvem mestu, zato se bomo peljali 20 pod omejitvijo. Ali je to priložnost? To je priložnost! In zmaga za naše! Ali je to ponovna priložnost za zmago domačih? Tako je!
postojanka v Karlobagu, med in malo veliki valovi so, pa nismo hoteli jih klele parkirati, zato da nave vsi avti slani, leto tamle gre že v bistvu morje čez cesto, pa jaz res ne bi imel čist posolenega avta. Tale Adrijo pa po mojem malo za pobrusati konc dopusta. Bolj mi je bilo čuden vmes, ko sem imel feeling, da me je nekaj žulil pač v hrbet, pa rekel, pa vse to je normalno, da imam pulover malo zgušal. So mi pa ključi iz žepa pada, levo. Tudi buksa, lega. Čist dol od morja smo se dvignili klele gor. Ne pa piha. Kapar norce. Zdaj, ko gre najbolj dež, so na E30 crknali brisavci, tako da upamo, da tole zdaj čim prej rešimo. Laufen, nekaj notri, veš? Ne, Žak ima ful to tehniko. O! Daj vklopi. Stik malik slab. Dober! Nimaš kaj, takole tudi pride po pot, pa po moje res ni ta pravga road tripa, da se malo nastavimo, pa da je treba kaj rešiti, pa kdaj so tudi kakšni pogoji na cest, ki jih ne moš videti. Malo veje ležijo po cest, ali je res dež, luže, ni da ni, ampak prav fajn je, no. To je ta prav spirit road tripov. Moram jaz šofirati, mi pa Nina tako levo vreščke drži, zato da vka malo pomalčem, ka imamo še kar delač do kosila. Na hiter pretegnemo noge, pred nami pa je že pak. Hotel številka 2. Dobar dan. Lepo, danes imamo spet pogled na morje. Že špegle mečem. Wow. No, zavesa, sodeluj. Wow. What? No, taka razgleda, pa po moje še v lifeu nisem imel. Tole pa next level. Tole pa gre. Is it giving? Ja, it's giving everything. It's giving. Ko je šel sonce zadaj in smo nehali občudovati razgled z naših balkonov, smo šli pa še par 100 metrov stran od hotela na res zasluženo večerjo. Moram reči, da je bila hrana božanska. Jaz sem se odločil za steak in res je bil en boljših, kar sem jih imel. Na koncu pa imel pa na koto in to mene zmer kupaš. Evo, je že dela. Onda na 7 zjutraj, ura je 8. En kup dela s tem avtomotor šovom. Nina je pa tudi že kakšno uro pa pol tamle v kopalnici. Nina! Ne, koliko cajta že v kopalnici? 1,20 ura. Zdaj, če bi rekel, da ta majica ni dobra, dijo še za 1 uro. Veš, kaj imaš v hotelih te termostate, kakorkoli ga naštimaš, na bolj mrzlo, manj mrzlo, off, on še zmer isto dela. To je neka teorija zarote, da pač ti že kle naštimaš, da se kao tebi bolj zdi, ampak v bistvu je pa to mrtva zadeva. In pač jaz sem to sklopil, ker mi je res mrzlo pihal, tako sem pa zadeve vzel v svoje roke, pa zalimal hudiča. Day 3, let's go! Outfit check! Gremo loputke. Zdaj to. Jup! Tam šel do zadnje malo za poslušanje. Paga pa šibamo danes že proti Splitu, smo pa tale del vsekali kar po avtocesti, zato da smo prej prišli do tistih dobrih cest, ki nas danes čakajo.
Splitu. Evo, kolona za trajekt. Hvala. Zdaj smo pa v najbolj stresni situaciji in sicer Shelbyja spraviti na trajekt. Malo je klančina, sicer jaz bom šel čist po stran, pa tale par trajektov se je že za glavo držal, tako da upam, da bom Spliter v enemu kosu gor pripeljal. Zdaj smo pa še na tej točki, da sploh ne vemo, če bomo prišli to rundo na trajekt, ker je apparently že precej poln. Shit. No, na toliko starem trajekt pa še nismo nalagali. Kaj pa deske? Pa saj tim ben nič noče. To je to. No, to se mi pa še ni naredil, da bi toliko zalaz falil trajekt. To je noro. 2 od 5 so ostala v zadnji, naslednjega imamo ob 4, ura je pol 3, se pravi čez uro pa pol. Sightseeing of Split o'clock. Jaz, če sem čisto iskrena, meni malo paše, ker je ful lep sonček zunaj in tako sem videla Splitsko riviero. Tako da bi še lahko nekaj pojesti. Ja, na rivu. Se sprehoditi. Čau! Ni še konc vloga. So pretty! Turisti. Ekipco sem peljal na najboljši sladoled v Splitu, nismo šklocnili, še par fotk, pa je bil pa že cajt, da se ukrcamo na trajekt. Je bil pa k sreč tale malo lepš parkiran, toliko da je bila klančina tudi precej manjša, kakor pa runmu prejšnjemu. Z trajekta na Braču smo se le prebili. Moram pa reči, da so tlele gospodje res prijazni na trajektu, mi je tako pomagal pa pokazal, vse je ustavil, da sem šel jaz lahko lepo po stran. Zdaj smo pa že na otoku in gremo na eno ful hudo cesto, ki je pa je na konc zaprta, tako da bomo probali pol tam še malo. Policija. Upam, da ni videl, da nimam tablice gor. V glavnem gremo na eno cesto, ki je na koncu pač cesta se dejansko konča, ker je bilo tako, da sta bile 2 občine, ki sta dobila sredstva za to cesto in ena je pač naredila cesto, druga pa pač ne. Se pač sred gmajne cesta neha, ampak je to ful dober, toliko da bomo lahko kakšne hude drone shote posneli. Pa kakšen novinkec malo bolj dinamično odpeljali. Saj Jadranka je fajna, ampak to je pa ena lepših cest. Asfalt je smut, široka je, pregledna je, bolj da ljudje nazvejo za to cesto, zato da ostane prazna takole. Posneli smo še par rollingov, tlele pa sam zate ena proper montažca. Cesta konča, pač kakšni razgledi, kakšen asfalt, mislim, noro, jaz pa nimam besed za to, ampak pa, ali to, kako se cesta konča, to je to. Pa je pa v navodilih za proper road tripe piše, da moraš narediti tudi en proper burnout, tako da lej, pravila so pravila. Evo, ko se fajn vidi, klele rolling burnout, pa sem pa klele dal v drugo
pa gaz dalje. Madonna, tale pa je Tire to Cloud Converter, dobro smo požgali. Zdaj pa gremo v hotel, najdeti nekaj za jest, pa je dan 3 kljukca. Rok tukaj je garaža, jaz mislim, da lahko gremo v garažo, ko ni drugega parkinga. Gremo počasi in po strani v garažico. Lepo garažo imamo, čakam zdaj na sedu. Dobar je. Evo pa polej kakšen fajn parking. Nobenega levo, nobenega desno, pogrem pa direkt v Rikverc. To je to za danes. Počutim, da sem živun influencer, travel influencer, kad takole kar vsak dan butamo nove hotele, pa rejtamo sobe, pa tako. Je pa tako se mi zdi malo tak japonski stil tole, tako preprost, oziroma strokovnjaki temu pravijo Japandi stil, ker je Japanese and Scandinavian. No, to kdo už vedela. Pa še sporočilo organizatorjev za zadnji dan. Jutri je naš zadnji dan, ampak še ni konc. Tako da jutri se zjutraj zberemo ob 10. in pol nas čaka neko presenečenje. Zdaj smo vse dni zvedeli že na listih, ko nas drugi dan čaka. Danes je pa v bistvu še zadnji dan in jutri je pa pač to special presenečenje, ker pa noben od nas ne ve, kva bo. Tako da zdaj gremo še dol na večerjo, ker cel dan smo se spet vozili, ker je bilo res tako dobro, da se nismo ustavili sploh za hrano. Pa gremo spat, mi se pa vidimo zjutraj. Dobro jutro, sončki, nov dan in nov cold start. Odpremo loputke in let's go. Hvar je bil short and sweet, zdaj pa že šibamo nazaj v Split, kjer nas pa čaka še eno presenečenje. So nam pa včeraj pri večeri povedali tudi, da otok Brač ni bil zadnji otok tega tripa. Tako da jaz mislim, da nas bojo zdaj dali na en čoln, ne vem pa ne. Tako da šibimo tja, pa da vidimo. Evo, ekipca je že klele, tako sva ta zadnja z Nino. Ribica v zadnji, zdaj ne vemo, kam se pelemo, ampak smo pa na čolnu. Pa smo prispeli na skrivni otok, ki pa je bila Šolta. Tukaj smo se malo usedeli, še zadnje kosilo skupaj pojedali, so nam pa tele mize raztegnali kar takole adrenalinsko do sredine ceste. Kalamari so bili odlični, zdaj pa že šibamo nazaj, ker imamo 5 ur vožnje še do doma. Še moram reči, da je z Revap Tribe ekipo res fajn hoditi, zato ker je večina te ekipe tudi, ko bi rekel, vsi radi ustvarjajo content, par je tudi profesionalnih snemalcev, fotografov in tako naprej. Tako da imaš definitivno ful dober pol tudi te spomine vse obeležene. A veš, mi smo, ne vem, pa delali rolling shote, pa fotke, pa vse. Ampak vsem nam je to res dobro, tako da jaz se res že veselim končnih rezultatov. No, tudi v tem vlogu, ki ste ga zdaj pogledali, je tudi zelo veliko nekih šotov, ki jih je cela ekipa skupaj spravila. Meni je bil highlight tega tripa tale Brač, ker me je res presenetil, kakšne dobre ceste so na Braču. Kaj pa je bil tvoj highlight? Definitivno Jadranska magistrala. Drugi ta highlight mi je bil pa včeraj burnout. Aha, rolling burnout, ja. Ta je bila tudi kar lepa. Jaz sem tudi ful užival. Se mi zdi, da Shelby rad takole malo posmodi gumce, no. Mu kar paše. Nas čaka zdajle ene 5 ur vožnje do doma, 5 pa pol. Ti mi pa v komentar napiš, če ti je všeč tak stil videa, če vas še kdaj vzamem takole malo behind the scenes,
na take road tripe, ki hodimo. Pa še enkrat res lepa zahvala Revap Tribu za povabilo. Tako da to je to za danes. Mi se pa itak vidimo, ko se zagledamo. Ajde, čau!